Torej, lepo pozdravljeni nazaj v dvorani. Upam, da vam je bil film všeč. Danes je pa z nami direktor Mednarodnega festivala animiranega filma Igor Prasel in vas z veseljem vabiva na oder in pa hvala, da ste danes z nami. Hvala. Torej, Parvana je tretji celovečerni film priznanega irskega studia Cartoon Saloon in pa prvi režijski prvenec Nore Tumi. Zdaj, kaj je značilno za animacijo tega studia in ali v njem lahko začutiš tudi avtorski pečat Nore? Ja, me veseli zgledati tisti, ki ste ostali, vas res zanima, v bistvu še kaj več zvedeti, mogoče o animaciji, o animiranem filmu. Bi te kar popravil, v bistvu Nora Tumi je že korežirala z Tomom Moorom tudi pesem Morja in mislim, da je imela tudi, ne vem, že korežisersko vlogo pri Skrivnosti Skelsa. Ampak vsekakor, ja, ta studio se je zgradil oziroma je doživel ta velik svetovni uspeh ravno s prvim filmom Skrivnosti Skelsa. Imeli smo srečo, da smo ga tudi moje društvo, torej Društvo za oživljanje zgodbe Dva koluta, ki organizira med drugim Mednarodni festival animernega filma Animateka, je odkupilo ta film za distribucijo, tako da imamo kopijo zdaj še vedno v slovenski kinoteki in občasno Skrivnosti Skelsa lahko gledamo. In že s tem filmom nekako so, dajmo reči, Skrivnosti Skelsa 2007, če se ne motim, takrat še ni bilo tega celega toliko kvalitetnih, celovečernih animiranih filmov, tako za mladinsko, kot za odraslo občinstvo. In so bili vsekakor eni izmed prvih, ki so nek specifičen stil, ki se je zelo razlikoval od tistega ameriškega DreamWorks in Pixar, kjer v bistvu delajo izključno s 3D računalniško animacijo. Jaz sem imel čas spoznati Toma Moora tudi osebno, v bistvu je bil takrat, ko smo distribuirali ta film tudi v Ljubljani. In dejansko smo se veliko pogovarjali in on je rekel, ja, gled, vse zelo preproste zadeve, v bistvu Irska je majhna država, pripovedništvo je nekaj, kar je nam v krvi, spominjam se svojih staršev, v svoji mladosti, ko so jim pripovedovali zgodbe in zelo veliko teh zgodb z nekim keltskim, poganskim ozadjem. In je to seveda zadržal nekako kot neko prioriteto, kot pripovedovanje zgodb na en način, da je razumljiv, tudi vidimo v filmu, se pripoveduje v bistvu zgodba, ne. So se pa potem tudi nekako razlikovali od drugih po nekem likovnem stilu, ki ga danes zelo veliko drugih studijev avtorjev prevzema, kajti videli so, da gre za zelo uspešne celovečerno animirane projekte. Tako da lahko rečemo, da ima Cartoon Saloon ampak zdaj Cartoon Saloon niso samo Tom Moore in Nora Tumi, ne. To je zdaj en ogromen studio, kar je pomembno je to, da dajo možnost zelo veliko mladim iz cele Evrope, iz celega sveta, da pridejo k njim delati. Moramo vedeti, da danes recimo že v Evropi obstaja ogromno enih šol za animirani film, recimo v Franciji smo jih zadnjič šteli malo, mislim, da jih je več kot 20. Pri nas še nimamo recimo čist prave šole, ki bi se samo animiranem filmu posvečala, ampak recimo Univerza v Novi Gorici ima zelo dober program animiranega filma in tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje nastajajo že diplomski animirani filmi. Tako da pač to, kar je pomembno pri Cartoon Saloonu, je predvsem to, da so odprti, dajo možnost mladim talentom potem dajo neke kreativne zadeve. Zdaj, zanimivo je bilo gledati to špico, ker ste opozorili že na začetku, koliko je dolga, da si lahko sam približno predstavljate, koliko ljudi je potrebno za en tak film, da o denarju ne govorimo v bistvu. Mislim, da niti nimam točnega podatka, ampak mislim, smo krepko nad 6, 7, 8 milijonov evrov za tako produkcijo. In mislim, da je trajalo kar koliko 3 leta, mislim, da je trajala samo 4. No, upam, da sem odgovoril na tvoje vprašanje. Film se dotakne številnih tem, naprimer pogum, ko ste že sami omenili pomen pripovedovanja zgodb, pravice deklic in žensk. Kaj se je tebe v filmu najbolj dotaknilo in kako misliš, da se ta stil animacije povezuje s temi vsebinami, ki so prikazane? Mogoče, jaz sem prvič gledal film, zdaj le cel, tako sem prej že trailerje in sem zelo, v bistvu, kar me zadev, bi lahko temu rekli, ne. Pa bi mogoče ta drugi del vprašanja, v bistvu ravno to, ne, kakor smo že prej omenili, Skrivnosti Skelsov, pesem Morja se ukvarja z nekimi irskimi, ne, mogoče zgodbami, mitološkimi. Tukaj so pa šli pač v neko drugo okolje in kakor sem videl, ste imeli priložnost govoriti z Noro Tumi preko Skypa na prvi projekciji filma in je v bistvu razložila, ja, da
da ni bilo tako lahko se pač v to neko drugo kulturo prepustiti. Recimo, moramo vedeti to, da animator, oziroma cela ta ekipa, vsi, ne vem, mislim, 200 ljudi, 300 sigurno je sodelovalo na tem filmu. V obdobju 3-4 let se ti popolnoma preleviš v ta lik, ki ga vsak dan delaš. Ti moraš v bistvu vedeti, kaj ta lik. In zdaj jaz ne vem, koliko je bilo enih priprav, kako so oni pripravljali, da so v bistvu način, kako je to življenje v Afganistanu poteka, ne, in kaj so glavne težave. Tako da sigurno je bil to njim en velik problem na začetku, sploh not past v to novo okolje, ampak vidimo lahko, da stil pač je zanimiv. Tudi recimo vidimo, v filmu imamo dva stila, pač v tej osnovni zgodbi je ta 2D računalniška animacija, risana, potem pa pripovedana zgodba pa imamo to kolaž animacijo oziroma izrezljanko. In ravno ta izrezljanka je zelo podobna po enih efektih, tudi efektom v pesmi Morja. Tako da se, mislim, da so prilagodili svoj stil, oziroma itak te grafični, vizualni stili, mislim, da lahko, da jih lažje povežemo z drugačnimi kulturami, ne, da najdemo neke primerjave, če gremo gledati neke, ne vem, v bistvu folklorne motive, zelo lahko verjetno najdemo primerjave med, ne vem, starodavnimi Indijanci pa tistimi, ki so v Sibiriji živeli ali pa ne. Tako da izhajamo iz neke iste, mislim, človek se je začel izražati z risbami, ki je z ogljem risal po stenah, medtem ko je, ne vem, deževalo in risal živali, ne, te prve te slike oziroma predkinematografski, oziroma mislim, to zdaj zgodovinsko nekako gledamo, kdaj je nastala recimo, mislim, od vsega začetka civilizacije se človek izraža, ne, zdaj preko risbe, preko pesmi, preko zgodbe verjetno, ne, in v bistvu, če gremo gledati res, če bi analizirali neke osnovne zgodbe, so zelo podobne verjetno, ne, po celem svetu, ne. Zdaj pa kaj je bil pa prvi del vprašanja? Kaj se tebe najbolj dotaknilo? Zelo sem razmišljal o eni stvari, ne, v bistvu, da, mislim, kaj pa vemo, ne, kaj se dogaja v Afganistanu, tisto, kar preberemo, kar vidimo na poročilih, ne, in v bistvu je v teh novicah pa v teh vojnah je ogromno ene propagande, ker v bistvu potem praktično zelo težko si narediš neko sliko, ne, če ne greš recimo v take prostore, pa sam vidiš, ampak se mi zdi, da je bilo zanimivo, da je pokazal film to, da niso vsi, pač da ne moremo kategorizirati celega enega naroda po neki, ne vem, religiji, ne, da so pač dobri in slabi ljudje, ne. In to pač ravno ta, na koncu ta človek, ta veliki taliban, ki pomaga, v bistvu, ki vrne očeta nazaj družini, in v filmu sicer ne vidimo, ampak si predstavljamo se, da bo zgodba srečna, da se vsi našli, ne. Se mi zdi, da to me je najbolj pretreslo, pač oziroma mi je bilo fajn, da pokaže tudi nek pozitiven način, da v bistvu neke stereotipe nam se mi zdi, ta film pomaga preseči. Torej, kot si že rekel, smo se na premierni projekciji pogovarjali z režiserko in ena izmed tem, ki smo se jih dotaknili tudi, da so se prvotno razmišljali, da bi posneli igrani film. Kaj se pa tebi zdi, kje ti vidiš prednost animacije za to zgodbo? Ja, ravno ena stvar je, da pač, ko delaš animirani film, ne rabiš biti na lokaciji, zdaj se, da se bi lahko tudi zafejkali, oziroma lokacijo Afganistana bi v neki drugi podobni pokrajini seveda posneli, ne. Vendar mislim, da ravno zaradi tega, ker pač jaz ne vem, ta odločitev verjetno ne vem, ali bila produkcija bi bila predraga, če bi igrani film delali, oziroma kakor je Nora Tomi povedala, je ta stvar zelo postopoma potekala in mislim, da je potem na koncu bila presodila, da se je šla v animacijo tudi avtorica same knjige. Jaz nisem, a kdo od vas bral knjigo? Ne. To je bilo zanimivo v bistvu videti, koliko je ta adaptacija spremenila pač knjigo, kakor verjetno mora v knjigi se več opiše, ampak animirani film je ravno zaradi tega zelo pripraven medij, kajti z vizualno podobo lahko 1000 besed z enim kadrom vizualnim v bistvu nadomesti, ne. In na koncu je tudi to presodilo, mislim, da je zadnjih 10 let zelo plodno obdobje za financiranje celovečernih animiranih filmov takega tipa. Kot smo videli, na koncu je to irsko, luksemburško, kanadska koprodukcija
In nek trend je pač v tej neki industriji audiovizualni, da se za celovečerne animirane filme daje zelo veliko denarja, kajti tisti, ki financirajo, vedo, da so tudi med najbolj gledanimi filmi in tudi nazaj seveda preko prodaje kart v kinih prinese. Mi je pa zdaj zelo žal, v bistvu živa, ko gledam ta film, da nima distributerja slovenskega in mislim, da pač bi se bilo treba potruditi mogoče, da res, da bi ga cela Slovenija videla, kajti gre za izjemen film, mislim. Mogoče ima kdo iz publike kakšno vprašanje? Ne? Ok, pa gremo kar naprej. Na kaj se pa kot direktor festivala Animateka osredotočate pri izbiri ustvarjalcev in filmov, ki jih na festivalu predvajate? Postala si vprašanje, zdaj, ko bom povedal, ste nam kar ukradli ta film, ne? Mislim, da so, no, ampak to je dobra, to je zdaj ta pozitivna konkurenca. Za Animateko smo že ta film hoteli pokazati decembra, vendar ga še nismo dobili, kajti mislim, da je zaštartal na Berlinskem festivalu, če se ne motim, oziroma no, ni bil še v prosti prodaji. Naj omenim to, da bomo letos na Animateki se zelo trudimo, nimamo še potrditve, gostili Toma Moora ponovno. Zelo si želimo v bistvu, da bi ga ponovno povabili in da bi mogoče nadaljevali ta pogovor potem še in ponovno pač prikazali ta film. Ampak ja, pač Animateka traja že 15 let, Kinotrip je zdaj 3. leto, spominjam se tudi teh naših začetkov, ko smo bili veseli, če je 15-20 gostov prišlo, ne, in seveda gre lažje v našem primeru, kajti gre za kratke animirane filme, predvsem iz regije, kjer so ti avtori in avtorice zelo željni in radi, mislim, oziroma nimajo niti toliko možnosti priti na festivale in bilo pač, ko smo ustanovili festival v Ljubljani, se je tako regijsko zelo hitro prijel. Drugače pa recimo izbiramo režiserke, producentke, scenariste, kakorkoli že, odvisno od teme festivala, vsako leto imamo drugačno temo, ki imajo seveda kaj povedati, ki jih spoštujem, najprej recimo jaz kot programski selektor, ki cenim njihovo delo in potem seveda, ko jih povabim, seveda želim, da bi delijo to svojo izkušnjo, ta svoj način tudi z ostalimi. In moram pa povedati to, kajti pač udeležujem se tudi zelo veliko festivalov igranega dokumentarnega filma, ravno animatorji in animatorce so najmanj zvezdniški, so res se tako zelo radi tudi povejo, razkrijo neke svoje zgodbe iz ozadja, kako delajo filme, neke trike recimo. To niti ni tako čudno, kajti če se predstavljate, da so zaprti v te svoje studije leto, 2, 3, kjer postopoma zelo počasi nastajajo te filmi in potem, ko se pač imajo možnost, ko so kam povabljeni, se dejansko odprejo, razživijo, razžurajo. In mislim, na Animateki je v bistvu ravno ta občutek in zadnje leta gostimo skoraj 100 oziroma več kot 100 gostov iz celega sveta, ravno ta občutek te neke skupnosti, te neke velike družine. Govorimo pa seveda o avtorskem animiranem filmu, ne govorimo o komercialnem, kjer so verjetno tudi zvezdniki, pač tudi kar se tiče animacije, obnašajo malce bolj zvezdniško, čeprav videli smo recimo pri Wesu Andersonu z Otokom psov, tudi še zaenkrat ni odkupljen, oziroma prihaja počasi, ne. Smo videli, da so v Berlinu naredili cel šov, tudi zvezdniki so se zelo nezvezdniško obnašali, se mi zdi, in so bili torej, verjetno jih je pod vplivom tega, mislim, čeprav tisti, ki so posojili glasove, ne, zvezdniki, so praktično zelo najmanj oddelali, ne, kajti če se ti ukvarjaš z animacijo in vidiš to, kako dolg proces je to, kako mukotrpen, kako v bistvu moraš biti pazljiv, kako moraš biti precizen, kako moraš biti zelo miren, ne. Šele takrat potem vidiš, da kaj je to za eno delo in se pač ne obnašaš zvezdniško nikakor. Kakšen bi pa tvoj nasvet vsem mladim, ki želijo postati animatorji? Prej si že omenil Novo Gorico, ampak kaj študirati, kako začeti? A je kdo med vami, ki si želi delati animacijo, mogoče zdaj tudi, ko ste pogledali ta film? Smo malo prestrašili, ko smo povedali, koliko je enega dela. Ja, ni recepta, v bistvu, tudi če se ukvarjaš z računalniško animacijo, moraš imeti to željo nekako po risanju, moraš imeti nekako vedno nek zvezek skicirko s sabo,
biti pač, recimo ne vem, pogovarjati se po telefonu, pa delati neke risbice oziroma skicirati neko drevo od zunaj. Obenem pa mogoče si zapisovati tudi kakšne nastavke za zgodbe, v bistvu zelo podobno kot pri igranem filmu, razen seveda tega, da moraš potem razviti to neko specifiko vizualnega komuniciranja. Vemo, da v animirani film 101 tehnika je možna, v bistvu vsak dan se še kakšna nova iznajde, tako da ravno mogoče je to ta fascinacija, ker se skozi neko igro na začetku v bistvu in naj mogoče povem torej, izkoristim ta trenutek, zdajle 13. aprila naslednji mesec v Celju v Galeriji sodobne umetnosti odpiramo razstavo slovenski animirani film od leta 2006 do 2017. To bo prva skupinska razstava, ki bo pokazala delo slovenskih avtoric in avtorjev v teh 10-11 letih. In tam so pač tudi njihove neke izjave, bodo v galeriji prisotne, ravno to pač govorijo, kaj njim pomeni animirani film in se spomnim recimo zdajle ene iz glave tako Leona Vidmarja, ki je rekel, ja, ko enkrat doživiš ta občutek, da si oživel neživo stvar, potem ne moreš nehati. In ko vidiš, da celo mogoče potem to gledalcem, da je všeč pač gledalcem in so navdušeni na tem, kar si naredil, vidiš, da si v bistvu na nek način neka pozicija malega boga, ne, res, ker iz nič ustvariš v bistvu vse, ne. Neživemu vdahneš življenje. Ja, zdaj pa mogoče še najbolj zahtevno vprašanje za na konec, je pa, kateri bi rekli, da so vaši trije najljubši animirani filmi? Težka. Iz celega, iz zgodovine, kadarkoli, dolgi, kratki ali kaj. Karkoli. Kako težka, to je pa res ena težkih vprašanj. Ja, dajmo reči, da naredimo malo reklame za zvečer za Tino Tripčič. Sigurno je ta ameriški avtor Don Hartsfield, je en izmed zelo pomembnih, kajti ne vem, začel je, oziroma tako trmasto je vztrajal pri nekem svojem načinu dela, dokler mu to ni uspelo, recimo v Združenih državah Amerike je zelo težko, če nisi del tega studijskega sistema, delati sploh filme, dobiti financiranje in tako on je pokazal to z nekim novim različnim načinom, da se splača vztrajati in da dejansko z vztrajanjem prideš do nekih rezultatov. Omenim recimo Špelo Čadež, slovensko avtorico, ki upam, da ste vsi videli njeno Nočno ptico pa Bolesa, zdaj pripravlja nov film. Ravno zaradi tega, ker se je z nekim originalnim načinom pripovedovanja, tudi z odločitvijo, da v svojih filmih v slovenskem jeziku govorijo njeni liki, ne pa vse v angleškem, oziroma da so brez besed, je pokazala nek zelo originalen način in je postavila Slovenijo na zemljevid, svetovni zemljevid avtorske animacije. Med celovečerci pa, kaj pa vem, zelo sem lansko leto imel rad, pa nekako v prvi plan dajal film, čakaj, je bil tudi na Kinotripu, ne Birdboy, oziroma Psikonautas od Pedra Rivera in Alberta Vazqueza, lani ste ga imeli, ne, tudi. Ampak ravno zaradi tega, ker gre za dva neodvisna avtorja, zgodba nastala iz stripa, pa zdaj, ker sem se spomnil, Prezepolis od Mržan Strapi, sigurno, in Vincenta Paranoja kot nek drugačen način, film Mišela Osloja. Mislim, težko je to tri si izbrati, enkrat, ko poznaš malo bolj to področje avtorskega animiranega filma, ki je res zelo bogato in vsako leto se pojavi kakšen nov talent. Po celem svetu se v bistvu že delajo animacije, zdaj pričakujemo vsi, da bo Kitajska, kar se tiče tega avtorskega, da bo en ogromen boom, že prihajajo neke nove, drugačne stvari od tam. Japoncev niti nisem omenjal, Miyazakija, ki je verjetno vsem nam drag in tako naprej. Okay, super, še enkrat mogoče publika, kakšno vprašanje? Omenili ste, da pač v Sloveniji ni neke šole za animacijo, ne? Kje pa vidite razloge za to, oziroma zakaj, kaj rabimo, da se bo to razvilo, ali pa da bo nekaj? Ja, v bistvu to je zelo dobro vprašanje. Zdaj, problem je v tem, ne, kajti če se poučuje animacijo, potem bi se moralo poučevati samo animacijo, ne. Zdaj, toliko je kompleksen medij, kompleksna umetnost, kjer moraš recimo vedeti in scenaristiko in
pač montažo in igro in likovno in glasbo in zvok, ne, v bistvu vse, kar je, mislim, animirani film je in gledali, mislim, obsega vse umetnosti, ne, in problem je pri nas, ker si ne predstavljam, da bi lahko ena šola zdajle iz nule in začela in se ukvarjala samo z animacijo, recimo Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici je tista, ki je najdlje razvila program animiranega filma kot modul, tudi učitelji tam, tako Kolja Saksida, ki je nositelj, ki je docent, kot Timon Leder, njegov asistent, jaz predam zgodovino in teorijo animiranega filma, smo tisti, ker tudi največ ur mogoče na leto v bistvu se posveti animaciji. Medtem ko problem recimo na Aluju, na oddelku za likovno umetnost in oblikovanje, animacije kot take sploh ni, je del predmeta ilustracija, ne. In to je ta velik problem, zdaj na AGRFT-ju so tudi začeli, mislim, da Špela Čadež zdaj zadnjih nekaj let predava na AGRFT-ju tudi, ampak v predmetu montaža, animacijo, ne, v bistvu. To je problem pač šolskega sistema tle pri nas, ki je pač kar je že obstaja, nekaj novega narediti, pa zdaj ok, če bi neko privatno šolo ustanovil, ampak tudi težko vidim, da bi nekdo imel toliko enega zagonskega denarja, da bi mu uspelo. Je pa vsekakor, mislim, da interes je, oziroma mogoče taka mala država niti ne rabi imeti svoje šole, važno, da obstaja pač to, da že srednja medijska šola omogoča tudi že spoznavanje s prvimi tehnikami. Je pa danes zelo lahko iti že ven in že v Zagrebu imamo dobro šolo, v Budimpešti je dobra šola, v Franciji jih je milijon, recimo Timon Leder, mladi slovenski animator, se je izpopolnjeval v Franciji, Špela Čadež v Nemčiji. Tako da tisti, ki ima to željo, v bistvu potem tudi iti ven, ne samo da te postavi res pred en še močnejši izziv, da se moraš dejansko potem malo bolj izkazati, vendar ponovadi, tukaj se spomnim tudi zgodbe Roka Predina, ki mu je uspelo v Veliki Britaniji, ne, in se verjetno, ne vem, poznate, delajo tudi animirane videospote za Rolling Stones in tako dalje. On je pa prišel v London, v mesto, kjer je 100 000 dobrih animatorjev, dokaj pretiravam 100 000, ampak 50 000 sigurno, in je bil nekako je uspel ravno zaradi tega specifičnega vzhodnoevropskega stila oziroma vsega tega, kar je Slovenija s sabo prinesel v smislu neke ne vem, estetike, glasbe, zgodb, ne, tako da a bi šel študirati oziroma te zanima? Čeprav pri animiranem filmu ni nikoli prepozno in tudi v starejših letih se ponovno pač temu... Ja, vsekakor. Še kakšno vprašanje mogoče? Ne? Ok. Bi še ti kaj dodal? Ne bi dodal. Mislim, da je bil film toliko močen, da smo tudi že zelo veliko govorili. Ja, povabil bi, če ste mi že dali šanso še enkrat na to razstavo v Celje, mislim, da bo zelo fino videti na enem mestu v galeriji in tudi prvič je v bistvu bo animacija razstavljena v galerijskem prostoru. Pa ne vas povabim še na 15. animateko, sicer daljnega decembra, od zdajle se to sliši zelo daleč, ampak bo prišlo zelo hitro, med 3. in 11. decembrom, pa naj sam povem, da letos pripravljamo eno prav posebno zadevo, 15. obletnici, najverjetneje v galeriji MSUM na Metelkovi, torej Muzeja sodobne umetnosti, bomo prikazali 10 ali 11, koliko je onih Kristusovih postaj, 13 ali koliko je že, 12 postaj v bistvu z tako imenovano expanded animacijo, kjer gremo ven iz kinodvorane in v galerijskem prostoru bomo pokazali tako virtualno realnost kot 360 stopinj animacijo in interaktivne videoigrice. To je nekaj, kar se danes zelo hitro razvija, ampak spet ponavljam, nekomercialnih zadev, avtorske, strogo avtorske, in se že veselim v bistvu tega, da boste imeli tudi tukaj šanso oziroma videti tisto, kar se zdaj v zadnjem letu dogaja nekje od zunaj po svetu in ni tako lahko videti, kaj te vemo za TV, moramo imeti pač te posebne pripomočke, da jih lahko gledamo, ampak je pa tudi, in tudi mene je to dejansko, ko sem prvič videl take dore zdaj res, ko te prav telesno, prav postavite v drugi prostor in vidiš, da dejansko si zdaj še to tretjo dimenzijo doživljaš. Tako da se že veselim in upam, da boste kaj prišli pogledati. To bo v času animateke. V času animateke, torej decembra letos.
Ok, super, potem se vam pa iskreno zahvaljujemo, da ste si vzeli čas za nas. Vse ostale v dvorani pa vabimo, da se pridružite nam na še drugih projekcijah do sobote in ja, hvala, da ste bili z nami.